Dobro jutro oziroma dober dan v našem rednem torkovem jutranjem Facebook live srečanju. Ja, današnji tale torek mi ne gre najbolj nekako v glavo, ker je bil včeraj praznik, rojstni dan naše države. In seveda, kaj to pomeni? To pomeni, da je danes prvi dan po vikendu in se človek kar malce čudno počuti, ko reče torek namesto ponedeljek. Ok, ko smo že ravno pri tem prazničnem dnevu oziroma pri vikendu podaljšanem, verjetno ga je marsikdo izkoristil za kakšen dopust, izlet, oddih, kakorkoli. Dajte mi malo napisati, kje ste bili, da vidim, mogoče dobim tudi jaz kakšno idejo, da grem naslednjič na kakšno potovanje ali pa na izlet. Jaz namreč ta vikend nisem šel nikamor. Bila je v soboto na našem Kočevskem jezeru ena regata za pokal kočevskega medveda in sem bil malce prisoten, pa potem v nedeljo sem bil spet na jezeru, sem šel malo pojadrat s prijateljem Simonom in tako se mi je obrnil ta v bistvu podaljšani vikend. Majčkeno sem še delal, včeraj sem posnel en video za moj YouTube kanal. Vas obvestim, kdaj in kje ga boste lahko videli, bo pa tole kar pričakujte v kratkem. Torej, če mi boste napisali, kje ste bili zdajle za tale podaljšan vikend, dobrodošle informacije zame, pa mogoče še za koga, da bo lahko se naslednjič, ko ne bo kakšne pametne ideje, kam se podati na izlet ali dopust, mogoče kakšna ideja iz vaše strani. Zdaj dobro, kaj bi danes okrog tega rekli in s to povezavo, o kateri jaz pravzaprav govorim in delam. Marsikdo bo rekel, ja, sej jaz pa pravzaprav na dopust niti ne morem, ker imam, ne vem, premajhno plačo, nimam službe, premajhna penzija in tako naprej. Jaz sem tudi v tej že večkrat pokazani knjigi, ki sem vam jo pokazal in ki sem jo napisal za vas, sem omenil, da je danes čas, ko si moramo nekako pomagati sami. Politika nam ne bo pomagala, oni bojo pomagali sami sebi. In tako naprej. Državne inštitucije, vse veste, to je tudi bolj vse tako, kot je. Jaz o tem ne bom razglabljal, politiziral ali karkoli, ker takoj se najde kdo, ki bo predstavil svoj lonček in se potem lahko razvije ena taka neproduktivna debata. Ok, se pravi, vsak si lahko pomaga sam, ker današnja tehnologija to dejansko omogoča. Vi vsi ste danes na internetu, spremljate Facebook, greste na Instagram, googlate, gledate filme na YouTubeu. Zakaj ne bi vse te svoje prisotnosti na internetu izkoristili tudi za to, da zaslužite kakšen fičank, evro, s katerim si potem lahko tudi privoščimo kakšen dopust. Zakaj ne? Morda dopust, morda kaj drugega. V glavnem, možnosti je veliko. Možnosti je treba samo raziskati in treba se je zadev lotiti. Tako kot sem se jih jaz kot popoln butelj lotil pred zdaj, ne vem, 4 leta in pol nazaj, pa moram sam sebi malo čestitati, da sem se kar nekaj tega naučil, da kar nekaj tega znam in da lahko nekaj tega znanja tudi posredujem drugim in vam s tem pomagam, da tudi vi najdete neke poti, s katerimi se da pravzaprav priti potem do nekega zaslužka tudi na internetu. Jaz sem vam dal gor v opisu, sem vam dal link do moje spletne strani. Na tej spletni strani je en kup enih zapisov, videoposnetkov, programov, navodil, tudi trgovina, tudi v tisti trgovini si lahko tole knjigico kupite in tudi ta knjigica vam lahko pove marsikaj, kako se posel na internetu postavlja. In se tega lotite tudi vi. Počasi seveda ne bo šlo vse naenkrat.
Načeloma je pa čisto na kratko, veliko ljudi se loteva nekega posla na internetu, vendar se velika večina loteva poslov, ki so tipa MLM, to je tisti multilevel marketing, to poznate. V multilevel marketingu načeloma v teoriji z multilevel marketingom načeloma v teoriji ni nič narobe. Multilevel MLM, da bom lažje povedal, je pravzaprav en tak model, če odštejemo tiste Poncijeve piramide. Govorimo o Poncijevih, se pravi o goljufivih piramidah. MLM je en tak sistem, ki dejansko omogoča vsem, da se nekam vkloplja, ampak problem ima ta MLM ne zaradi samega sistema MLM, ampak zaradi ljudi, ki v njega vstopajo. Jaz tukaj danes ne bi o tem na dolgo časa govoril, ampak MLM-i običajno največkrat padejo, oziroma ljudje ne zaslužijo ali pa ne zaslužijo toliko, kot so si želeli, zaradi njih samih, ker delajo narobe. Vse te izkušnje, ki sem jih jaz v teh 4-5 letih nabral na internetu, najdete na tej spletni strani, ki sem vam dal link od zgoraj, najdete jih v tej knjigi, ki sem jo napisal za vas, ravno zaradi tega ima ta knjigica podnaslov Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let ali več na 3 mesece, ko si lahko skreirate nek posel za zelo majhen vložek, tega izven interneta ne morete narediti nikako. Torej, poglejte si malo te vsebine, če vas bo kaj zanimalo, me vprašajte, imate povsod na tej spletni strani povezave do mene, kako pridete do mene, imate tudi Facebook, ko lahko pridete do mene, v Facebook chatu, in tako naprej. V glavnem, nihče mi ni nič napisal, kje ste bili za vikend, kaj nihče ni nikjer bil ali kaj, tega jaz ne morem verjeti. Ok, če se bo še kdo pojavil in kaj napisal, če je bil komu ta Facebook live današnji všeč, naj pritisne kakšnega lajka. Razmislite o opcijah, namreč en zelo lušen izrek, motivacijski je ta, da je naša prihodnost odvisna od tega, kaj delamo danes. Razmislite malo o tem, vsak se itak odloča po svoji vesti, po svoji pameti, ampak toliko, da veste, možnosti so. Danes vas pozdravljam in če bo po sreči se vidimo danes teden ob približno istem času. Čau, či!